Ja, mislim, da bi se morala pogovarjati o slovenski prihodnosti, tako nacionalni kot gospodarski, kulturni. Ker to so teme, ki so namreč za obstoj majhnega naroda, ki je po svoje tudi zelo ne samo zavesten, v nekaterih delih pa tudi agresiven, so zelo pomembne. Ker na vsezadnje gre tudi za to, da narod mora zoreti, če hoče obstati, zori pa lahko samo na ta način, da se premika naprej. In da ne gleda nazaj na stvari na način, kot zdaj gledamo nazaj. Kako pa gledamo zdaj? Gledamo tako, da je, bom rekel, vsaka politična opcija ali pa vsaka, bom rekel, ja, ima svoj koncept gledanja nazaj, ki je zelo ideološko obarvan, ki je na nek način še zmeraj tudi, skoraj bi lahko rekli, kdaj skoraj sovražno nastrojen, zlasti pa, ki ne razločuje med tem, kar je družbeno in med tem, kar je človeško. To, kar je družbeno, je naše skupno in mora biti vrednota. To, kar je človeško, je pa naloga vsakega posameznika, da znotraj sebe vpraša, kakšen odnos imam do svoje narodne zgodovine, do vrednot, ki jih ta narod nosi, do stranpoti, ki jih je zagrešil ali v katere je moral tudi iti. In vsezadnje temeljno vprašanje, kako vsak človek sebe vidi v tem narodovem telesu. Jaz bi rekel, da tule gre za tisto ključno vprašanje, ki se ga vsak mora postaviti sama. Kakšen je moj odnos najprej do samega sebe, potem pa kakšen odnos do drugih in do naroda. Ja, ker nekateri so prepričani, da na tem lahko gradijo, bom rekel, svojo politično agendo in prepričani so tudi, da na tem lahko gradijo, bom rekel, tudi svoj ego. To je pa popolnoma kontraproduktivno in na nek način tudi nepošteno do sebe in do drugih. Jaz vedno izhajam iz tega, bodi pošten do samega sebe. Če si pošten do samega sebe in sebe analiziraš, veš, da imaš dobre in tudi slabe plati. In da so ene lahko zelo koristne, ene pa lahko zelo škodljive zate in tudi za narodno skupnost. In če tako ne ravnamo, rekel, ta personalni pristop, potem smo zgrešili kot ljudje. Kaj šele kot narod. In ker se to seveda potem odrazi na narodovem telesu še bolj kot recimo kakšnem velikem narodu, kjer lahko te stvari malo se skrijejo, pa ne bruhajo tako pogosto na dan. V slovenskem narodovem telesu pa to kar naprej bruhajo te iste težave, ki so pravzaprav težave človeka kot posameznika, Slovenca. Mi zelo radi govorimo o tem, kako so vsi nevarni za nas, pa migranti, pa gor, pa dol. To je drugotna zgodba. Mi sami sebi smo nevarni. Ker če bomo tako nadaljevali, pomeni, da nismo pripravljeni živeti drug z drugim. Zakaj pa ne? Jaz se zelo veliko vozim okrog s kolesom. Ali pa tudi tečem. In ko gledam, kako ima ljudje urejene svoje domove, hvala Bogu, da imamo tak standard, da si to lahko privoščimo, ampak vsak ima svoj dom ograjen, natančno vse določeno in jaz se rečem, aha, to je zdaj to. Slovenija je država, vsak Slovenec pa še svojo državo. In to je popolnoma napačno gledanje. Jaz bi si veliko bolj želel, da smo tudi kot tisti, ki bivamo tu kot posamezniki v okviru družine, svojega doma in tako naprej, da smo odprti navzven. In če nismo odprti niti do naroda, kako bomo odprti do drugih narodov? Ne more biti. Zdaj, ko vidim, pa me zelo veseli, da se Nova Slovenija začela ukvarjati s ekološkimi vprašanji.
Namreč, ko jaz tekam po gozdovih tule od Šmarne gore, gor do Repen, Vodic in tako naprej, jaz ogromno pretečem. Se vprašam, pa kaj, a smo mi pozabili, da narava Božji dar in da samo Bog ali stvarnik lahko spreminja naravo, ne pa mi. Mi smo pa zato, da jo vzdržujemo in hranimo na nek način. Gledam, smeti ležijo kjerkoli, to se samo zgroziš in se rečeš, ampak ti ljudje, ki bi jih srečal, bi imeli zelo veliko povedati o tem, kako so ljudje nemarni. Seveda ne vidijo pa samega sebe in to je res očitno zelo huda ugotovitev, ampak na nek način pa iz tega, kako živimo, ne, kako delujemo, družbeno, politično, kako gledamo na zgodovino, bi rekel, da nam manjka res te temeljne zavesti. Najprej spoznanje o samem sebi, a ne? Na nek način tudi dostojanstvo samega sebe je s tem povezano, ne? Potem pa kako to gre navzven. Kdor ve, da sam ima dostojanstvo, ga tudi od drugega sme oziroma ga lahko pričakuje in ga mu tudi ne sme vzeti. Ker danes pa jemljamo dostojanstvo drug drugemu in to mislim, da je pa temeljna težava, ker smo labilni sami v sebi. Ne? Potem pa omajamo vsakega, tudi tistega, ki morda ni imel nobenih posebnih grehov, zdaj se pa nenadoma izkaže, da je umazanec. To velja posebej za politiko, ne? In za politike. Nenadoma ne bo več kredibilnega politika, če se bo tako stvar nadaljevala. S tem pa seveda mi žagamo vejo, na kateri sedimo kot politični narod. Vse politika ni, ne vem kaj, ampak na nek način mora odnos do vsakega družbenega delovanja mora biti, kot da je to del svetega. Na nek način nedotakljivega bi moralo biti, če hočemo obstati, ne? Pravna država tudi, no, mi govorimo o pravni državi, ampak smo pri tem vprašanju, ne? Kakšen odnos imamo do tega, ne? Huda enotnost zagotovo ni pojem, za katerega bi rekli, da je eden od stebrov. Namreč govorim zdaj o politiki. Drugo je, kako je narod dihal s temi projekti. Moram pa reči, da tudi znotraj opozicije in pozicije, znotraj enega ali drugega bloka ni bilo enotnosti. Opozicija je tu imela lažje delo, ne? Je pač lahko ponavljala svoje fraze o tem, češ jedli bomo travo in tako naprej in slabo nam bo in tako naprej. Ampak to, ker je bilo pa na tej, na Demosovi strani, je bilo pa za pričakovati, ker tam so se zbrala druščina zelo različno mislečih, tudi z različnimi interesi, tudi to je bilo tako jasno, jaz tega dolg nisem razumel, ker zato nisem šel v politiko, pri nekaterih se je to pa od vsega začetka zelo jasno kazalo. In problem je bil ta, ne, da je tudi vlada, kot zdaj rekel tisti del, ki je nosil največjo odgovornost, to pa brez dvoma, ne, včasih, bom rekel, bi lahko drugače predstavila stvari ali pa drugače se obnašala, kot se je. In že znotraj vlade smo imeli seveda nekatere ministre, ki niso bili zadovoljni z načinom vodenja vlade. Ne. Meni je tudi kakšen od njih pojamral kdaj. Ne. In jaz sem to vzel za dobro. Vidim pa, ne, da res pa je, da vlada se takrat ob času osamosvajanja ni mogla dosti ukvarjati s seboj, ker je bila preveč drugih operativnih zadev za rešiti. Zdaj, ker se pa tiče razmerja opozicija in pa Demos v parlamentu, je pa tako, da tudi tam so bile stvari zelo pestre, da pa tudi znotraj samega Demosa ni bilo
vsem, bom rekel, jasno, kaj so zdaj tiste stvari, o katerih se praktično sploh ne moremo več kaj veliko pogovarjati in pogajati, ampak jih je treba speljati, ne? Ker tam je šlo tudi za čas, ujet pravi trenutek. Ne? In nekateri seveda so, bom rekel, tu prehitevali, nekateri pa počasneje. In jaz mislim, da so tudi znotraj Demosa bili bolj nevarni tisti, ki so želeli prehitevati. Teh je pa bilo kar nekaj. Recimo samo en primerek, ne? Brionska deklaracija, ki je sprejela Evropska zveza na Brionih. Ne? Zjutraj so pri meni ob 5:30 je zvonil telefon, doma otroci so, skoraj jokal, ker v telefon se mi je pa delo, ne bom omenil imena, ampak en poslanec krščanskih demokratov, daril se je v telefon, me je zmerjal, da to je pa izdaja slovenskega naroda in tako naprej, in karkoli sem mu rekel, bil bab ob steno. In takrat sem jaz tudi prvič začel razmišljati, da imamo pravzaprav pa ne premajhno stanovanje, ker če bo tako naprej, bomo v družini razpadli. Jolanda pa rekla, tako ne gre. Jaz tudi ne prenesem tega, da te bojo oblajali na domu. Ne? No, in hočem pa samo to povedati, ne? Kako nekateri niso hoteli dojeti, da so koraki zelo pomembni in da ni mogoče prehitevati, pa si reči, jaz sem pa tako navdušen nad slovensko osamosvojitvijo, da je to treba narediti včeraj, ne danes. In potem, ko smo imeli razpravljanje, recimo znotraj poslanske skupine, je bilo zelo živahno, nekateri preprosto niso tega hoteli sprejeti. Šele počasi, ko so, ne vem, kako dojeli, se je stvar vendarle začela umirjati. In v Demosu, moram pa to reči, ne, je tu pomembno vlogo odigrala Spomenka Hribar, pa še nekateri, ker so znali, ne, bili so, bom rekel, ideološko širši, kot pa recimo kakšni krščanski demokrati, ki so se prvič lahko znotraj Demosa so nastopali suvereno, pa tudi do opozicije na način, da so jo ne privabili, ampak so ji povedali, zakaj se morajo stvari peljati tako in ne drugače. Zakaj je tak rokovnik in ne drugačen, ker oni seveda opozicija je želela, da se to raztegne, ne? Da bomo več časa premišljevali, ne? Res pa tudi, ne? Ker je bilo rečeno, pri njih je vedno takrat še ne tlelo upanje, da bo Jugoslavija obstala, ampak bolj prepričanje, da je vse, kar se lahko zgodi, bolj nevarno kot to, da Jugoslavija obstane. Ne? Jaz sem to razumel jih. Ker vse zadnje, potem se je res zgodilo tisto najhujše, kar se je lahko zgodilo s tem, da je Slovenija seveda se iz tega kotla pravočasno umaknila. In to je pa, to pogotovo je Božji blagoslov. Ja, jaz sem bil v tej skupini 2000, ne posebej aktiven, ampak ves čas zraven, ne. Ampak bolj kot to me pa spodbudilo to, kar sem delal. Jaz sem sicer bil v službi, a ne redni, kot urednik internega glasila sem bil v Metalki. V tistem času pred osamosvajanjem. No in sem pa seveda veliko pisal za katoliško stran, družina, potem takrat je nekaj časa shajala Nova mladika, pri Novi mladiki, ki jo je izdajala Celjska Mohorjeva družba, sem tudi literaturo objavljal. Sem eden, mislim, da celo si upam reči, ne, prvih slovenskih pesnikov, čeprav je omenil nekdo drug, da je bil to nekdo drug, ampak ni vedel za to, ker se meni zgodilo, da sem objavil v Meddobju, ne, ki je še v času socializma, sem objavil pesmi, oziroma objavil sem jih pa tako, da mi je Rode
Rekel, Nace, ti imaš pa tako dobro literaturo, oziroma tako dobre pesmi, da bi to moral objaviti v Medobju. So rekel, v redu. In mi je on poslal dol, jaz sem bil pa takrat v vojski in sem potem v vojski dobil to Medobje celo z objavljenimi svojimi pesmi. No, pa to mimo grede je taka zgodbica. Jaz sem z Lojzetom Peterletom so več kot 10 let pisala za družino na zadnji strani Naš trenutek. Ono tako malo daljšo kolumno vsak mesec. Pobuda bila moja, Lojze se hitro tudi navdušil za to in sem izmenjaje, potem pa proti koncu sem bil pa samo še sam, ker on že imel vse druge stvari takrat na glavi, no in tam sem veliko pisal, oziroma sva pisala o družbenem dogajanju. Aktualno, ampak na način, da so stvari prišle skozi, da niso obstale, ki v kakšnem bunkerju. Mislim, da smo zamudili, da bi imeli, bom rekel, normalen razvoj demokracije ali pa da bi imeli normalno življenje v političnem obnašanju. Zamudili smo pa očitno zato, ker smo od leta 90 prepričani, da oni so taki, da z njimi nemogoče, druga stran pa misli enako. In ne ena in ne druga stran, razen z redkimi izjemami, ni znala preko ključnih ljudi vzpostaviti mostu, ni treba, da se združujemo, pa skupaj zapnemo stvar, ampak da ustvarimo trden most, ni znala ustvariti mostu, da bi lahko ne samo slišali se preko, rekel, te reke ali česarkoli, ampak da bi tudi znali drug drugemu, da vidimo, kako živi, kaj razmišlja in koliko in kje kaj mogoče uporabiti. Tega nismo znali, ker prvič, zdaj mi se lahko sklicujemo tudi, da smo mlada demokracija, ampak to po 30 letih jaz ne kupujem več, ne bi kupil za še tako velik denar, ne gre več za to. Gre za to, da preprosto tega nočemo. Pa krivda je kar na obeh stranih. Včasih malo več na eni, včasih malo več na drugi. Nočemo pa očitno zato, ker smo prepričani, da bi to posamezni opciji lahko zelo škodovalo ali da bi odvzelo neke politične kredibilnosti, ker pa sploh ne držijo. Po mojem prepričanju, politična kredibilnost se gradi z dialogom z drugim. Ker če to gre v drugih demokracijah, zlasti po Evropi, zakaj ne bi to šlo v Sloveniji? Je pa res, v Sloveniji, tudi če bi to vzpostavili, bi šlo nekoliko težje, ker se vsi poznamo med seboj in vsi najprej, preden se začnemo pogovarjati z drugim na drugi strani, skušamo zvedeti vse v tistem, v kateri stvari vse je slab, ne znamo pa poiskati tistega, v čem je pa dober. In to je pa, to pa itak. In v politiki pa velja samo eno, gled človeka v njegovih dejanjih in ravnanju do tebe. In če se obnaša tako, da ti lahko normalno deluješ, on pa tudi lahko veljavlja svoje politične ambicije, potem ni nobenih težav. In tega se še nismo naučili. Tudi v strahu, to sem pa prepričana, zlasti bom rekel, ta krščanski del slovenske desne politike pogosto misli, da se je nevarno ali celo včasih bogokletno pogovarjati z drugo stranjo, ker je pa popolna neumnost. Zame to neumnost. In jaz moram reči, da naša evroposlanka gospa Novakova dokazuje, da se da z dialogom delati normalno. Ker če tega ni, potem ne moramo delati normalnih stvari in zato jih tudi, rekel, hvala Bogu, da imamo desno vlado, ampak cela paleta stvari pa je, ki jih ne moramo odpreti,
ker nimamo zagotovila, da bo ta most, ki je zelo slab, zdržal, ko bi se začeli o teh stvarih pogovarjati. In bolj nevarno je, da bi se podaril ali da bi ga podrli nekateri na eni ali na drugi strani, ker je pa lahko zelo nevarno pa za Slovenijo. Ne. In jaz moram reči, da tu sem sam trdno prepričan, ne, da kristjani v politiki ali kristjani kot politični subjekti, ne, bi morali razmišljati krščansko v tem smislu, da smo skupaj odgovorni za državo. Namreč nisem sam tisti, ki bom rešil to državo, pa ne samo kristjani, ki jo bomo rešili, ampak skupaj jo bomo rešili. Veliko več časa in miselnega napora, kar pa ni bilo slabo, smo porabili, da smo povedali kakšne stvari, ki jih sicer ne bi smeli povedati, da smo jih povedali tako, da so se smele v javnosti pojaviti. Ker pa pomeni, da je bila to zelo dobra šola. Zelo dobra šola je bila, ker s tem si se naučil potrpljenja v oblikovanju, v prenašanju in tako naprej, pa tudi na nek način spoštovanja drugega. Vse takrat so bili, bom rekel, avtoritarni sistem, ampak ni pa za vsakega človeka znotraj tega sistema veljalo, da je nemogoč in da ni mogoče nič z njim. Tudi se je dalo. Recimo gibanje ali društvo 2000 je tule delalo korake, ki bi jih zaradi katerih smo bili v krščanski sredini kdaj tudi ožigosani. In jaz imam občutek, da nekateri bi še danes radi povedali zgodbo, kako je bila ta druščina nekaj čudnega, čeprav je potem nosila težo politično v Sloveniji. Se veste, meni so na hiši doma napisali z rdečo barvo, ampak zdaj, ko je bila že demokracija, naša mama je bila čist fertik, pozabi. Ja, tega je bilo veliko, kar slišati. Zgodbe so se nekateri zelo radi, ali so nekatere zelo radi obkladali. Meni ni bilo vseeno. Sem pa kdaj komu rekel, veš, jaz pišem zelo veliko v verske časopise, ne zato, ker bi bil zudbo, ampak ker mi to narekuje dolžnost. Zudbo pa nimam nič. Samo to so zaupajmo drug drugemu, tako kot zaupamo sami sebi. Veselimo se tega, da živimo v demokratični, svobodni Sloveniji, da se lahko pogovarjamo z vsakomor, če le želimo, in da je veliko priložnosti, da spoznamo ne samo našo sedanjost, ampak bolj tudi našo preteklost, brez ideoloških navlak, in to treba izkoristiti. O prihodnosti se pa pogovarjajmo skupaj, ker jo bomo morali skupaj ustvarjati, če želimo, da bo Slovenija cvetela še naprej.